Drage gledalke in dragi gledalci, pred nami je nova epizoda oddaje Moč poslovne podpore. Tokrat je moja gostja Petra Knez Bahor, ki je specialistka za klicne centre. Petra, povejte, kaj za vas predstavlja moč poslovne podpore? Moč poslovne podpore bi najlažje opisala z izrazom hrbtenica. Skrbi, da je celo ogrodje, cela organizacija stoji, deluje in funkcionira v pravo smer. Je prvi stik, temelji na temu, da energija in čas vsakega posameznika, ki vstopi v to organizacijo, prideta do izraza in sta optimalno uporabljeni, da ne gre v nič. Kdo v resnici stoji v zaledju velikih zgodb? V oddaji Moč poslovne podpore razkrivamo nevidno silo, ki poganja sisteme. Od dinamičnih filmskih setov in protokola javne uprave do hitrega gospodarstva. Spoznajte poklic, ki ni le služba, ampak srce ekipe in temelj zaupanja. Stopite v svet, kjer se vrhunska organizacija sreča s srčnostjo. Dobrodošli v oddaji Moč poslovne podpore. Danes bomo govorili o komunikaciji, ki jo vsi poznamo, a jo pogosto podcenjujemo, o telefonskem pogovoru. Poslovna podpora, kontaktni centri, sprejem klicev, povratni klici, prodajni in podporni pogovori, vse to so trenutki, ko se gradi ali izgublja zaupanje. Z mano je Petra Knez Bahor, ena vodilnih strokovnjakinj za kontaktne centre, uporabniško izkušnjo in kulturo dialoga. Petra, dobrodošla v oddaji Moč poslovne podpore. Hvala, najlepša hvala za povabilo. V uvodniku smo te čisto na hitro predstavili. Vseeno, povejte, kdo ste, kdo je Petra, tako osebno kot poslovno? Ja, bi rekla, da nekdo, ki verjame, da je klic odnos, da je vsak klic lahko odnos in ne samo proces, pa naj si bo to v poslovnem svetu ali pa v privat življenju. Zanimivo izhodišče je bilo postavljeno, kako brez telefona praktično ne moremo in je tekom dneva maksimalno meter in pol stran od nas. Ko pa pride do tistega telefonskega klica, pa kar malo se zaustavimo, se nam zatrese glas, razmišljamo in pogosto izberemo obvoznico, ne gremo v klic, ampak gremo v mail. Pa naj si bo to generacija mlajša, naj si bo naša generacija, starejša generacija, zelo radi se izognemo temu neposrednemu stiku. In sem človek, ki globoko verjame, da je ta neposredni stik nujen in da ga bo treba piliti tudi v prihodnje, kljub tehnologiji in vsemu, kar nas in kupu informacij, ki nas obdaja v tem trenutku. Petra, vaša poslovna pot je zelo bogata. Kako pa se je vse skupaj začelo? Preprosto, študentskim delom. V tistem obdobju, ko sem jaz študirala, sta bile dve nekako opciji za to študentsko delo. Ali klicni center, ko smo gledali še na študentskih servisih, na oknih te prosta delovna mesta, ali pa strežba. Nisem za strežbo, to dobro vem in sem se že takrat dobro poznala. Sem pa si rekla, no pa poskusimo štartati v klicnem centru. Dobila sem priložnost v večji časopisni hiši in tam sem začela piliti to zgodbo klicanja, ker takrat je bil res izključno klicni center, se pravi še old fashion way, bi danes rekli, miza, telefon, Excelova tabela, zvezek in blok za zapiske. In kar je v bistvu v meni predstavljalo največji izziv, napisan dialog na A4 formatu, kako naj bi dialog izgledal. Po korakih, po stavkih, po vsem. In tukaj se je potem začel moj izziv, velik izziv, in ne bom rekla, da je ta izziv že zaključen, ker še vedno traja, ker še vedno srečujem te napisane dialoge. Tako da to je bil tisti začetek in ja, tudi moja prva uporniška faza.
na začetku izgledalo kot upor, ne bom jaz tega ponavljala, kljub zagotovilom, da je to najboljši tekst, vsebuje na izbrane besede, ki prepričajo sogovornika, ampak jaz sem že takrat čutila, da je to tako kot s čevlji. Če ti ne prideš v svojih čevljih in se ne odpraviš od doma v svojih čevljih, je malo tesno, neprijetno in tako je tudi z besedami. Če ti ne stojiš za svojimi besedami, ki so plod tvojega razmišljanja, razumevanja, skratka tebe, potem nisi uspešen. In to je, tudi meni se je to zgodilo. Jaz sem brala neuspešno, prodaje ni bilo in potem sem se nekako odločila, da ja, bom šla na svoje, da bom probala po svoje in takrat so se potem začeli uspehi in stvari in tudi nekako pol ta odločitev, da v tem okolju ostanem, rastem in sem zvesta. In kaj praviš, da je tisto, kar je bilo prelomno, se pravi neke napisane verzije, kaj moraš povedati, strogo zapisano, ne bi delovalo, ampak kot si potem sama ugotovila, ni. Kaj je bil potem tisti ključni trenutek, da si šla na svoje in si rekla, jaz moram z drugačno zgodbo in kako je ta zgodba potem drugačna skozi leta tudi izgledala? Absolutno je to moment, ki ga želim vzpodbuditi tudi danes, ko svetujem v ekipah. Zakaj? Ker je to opolnomočenje, to spoznanje, da je moč, samozavest, jasnost izhaja iz tvojih besed in potem ima tudi sporočilo drugačen namen, pomen in domet. Želim vsakemu, ki dela v prodaji in to je bilo tisto ključno, ko sem se našla v teh besedah, melodijah, ne, se sliši, sem Primorka, drugače povemo kot, ne vem, knjižno in tako naprej, prepričamo, je melodija, je intonacija, so določene besede, razlage in ko ti slediš sogovorniku in se prilagajaš njegovemu ritmu, potem steče dialog. Ker če mi beremo napisan tekst, nekaj, kar nam nekdo drugi napiše, potem je to energija tistega drugega človeka. Vemo pa, da za odnos je potrebna energija, da se vzpostavi. Na začetku še toliko več, recimo, ko izvajamo mi izhodne klice, rabimo še malo več te energije, da se vključi sogovornik v dialog, da ga povabimo v dialog in da potem lahko peljemo to skupaj, ne? In tukaj se mi zdi, da je izredno pomembno bilo spoznanje, da za svojimi besedami v bistvu stojim in lahko vplivam tudi na rezultat. In večkrat sem zdaj že poudarila besedo dialog. Izredno pomembno je, da so te interakcije dialog, ker prevečkrat je to monolog. Mi nekoga pokličemo in mu povemo misel. In potem ta naš sogovornik dobi priložnost, da reče dvakrat ja in enkrat ne. In mi temu rečemo dialog. Nikakor. Ne? In tukaj v bistvu ne napredujemo, ne zgradimo tega odnosa. In vsak telefonski klic, ali je prodajni, ali je poprodajni, ali je, ne vem, čisto iz privat področja, nas premakne malo naprej. Naj nas premakne malo naprej v odnosu, v potencialnem sodelovanju, v informacijah. In tukaj je izredno pomembno to, da ko mi obrnemo fokus iz tega, kaj bomo povedali, mi sledimo našemu sogovorniku. Se pravi, če nas je on poklical, mi ne razmišljamo, kaj moram povedati, kaj je na tistem listu napisano, kaj sledi naslednje, kateri ugovor naj stresem iz rokava, ampak mi sledimo, povzamemo, razumemo in ustvarjamo to prijetno okolje, ki ga rabimo, oba sogovornikom. On čuti, da je sprejet in on čuti, da ga razumemo. In to je potem, tukaj se zgodi ta magija. Ne zgodi se tisti, da kupim na silo. Ne? In to je bilo v bistvu moje spoznanje in ta srčika, ki jo želim prenesti še danes v delu kot mentorca, coachinja, kot nekdo, ki svetuje, ki postavlja kontaktne centre. In ja, sigurno je bila velika želja, da tudi to zapišem in postavim v knjigo, da opolnomočim res vsakega posameznika, ki v tem delu mogoče malo manj uživa. Prebrala sem, da ste na začetku začeli večkrat s cmokom v grlu. Sedaj ste strokovnjakinja na svojem področju, imate leta izkušenj, ampak a se še vedno zgodi kdaj, da
je tisti cmok v grlu in težko steče beseda? Ja, sigurno. Cmok v grlu je prisoten tudi danes, in sem spoznala to, da cmok v grlu ni ovira ali pa pokazatelj, da nisi primeren za recimo za servis po nekem kanalu, recimo, ali pa za izvajanje tega poklica, ali pa dela te vsebine. Ne, nikakor ne. Pomeni, da ti je mar, da si pri stvari in da v bistvu se želiš izpopolniti. Tako da ja, cmok se vrne, ampak z opolnomočenjem, samozavestjo, spoštovanjem svojega načina sporočanja, s piljenjem pravih pristopov, se tudi ta cmok počasi raztopi. Petra, pa mogoče, da se za ta prvi del vrneva še na vas. Kaj počnete v privatnem življenju, da vas napolni z novo energijo, da potem lažje opravljate potem tudi vse te aktivnosti na vašem delovnem mestu? Zelo rada imam kombinacijo dobre kave in knjige. Ta kombinacija je odlična, če je skupaj in v miru. Tudi ločeno delujeta obe dobro. Rada berem in veliko berem. Nimam posebnega fokusa in področja, sem tako radovedna, imam poseben odnos s knjigo. Včasih me pokliče naslovnica, včasih noviteta, včasih naslov, tako da imam široko paleto. In zagotovo se moram ustaviti tukaj tudi ob družini, kjer je v bistvu vsa izvorna komponenta pomena pogovorov že v bistvu v primarni družini in jo želim prenesti in jo nosim s sabo v življenju tudi v svoji lastni družini, kjer ustvarjamo prostor in okolje za pogovore. Se mi zdi to kvalitetno preživeti čas in tudi priložnost, da spoznavamo in rastemo drug ob drugem. Petra, najlepša hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je kratek premor. Drage gledalke, dragi gledalci, spremljate oddajo Moč poslovne podpore. Z mano je Petra Knez-Bahor, strokovnjakinja za klicne centre. Petra, v prvem delu ste pri opisu svoje karierne poti omenila klicne centre, kot so obstajali včasih. Se pravi, kot nek zaprt prostor, utesnjen z nekimi napisanimi dialogi. Kako pa si lahko danes predstavljamo sodobni klicni center? Dobro vprašanje. V 20 letih, kjer se trenutno recimo gibljem v prostorih, bom tukaj mogoče malo kritična. Fizično prostor se ni spremenil tako, kot bi si želela, recimo tako, kot je v tujini, kjer se pač radi obračamo ven, kjer so izkušnje mogoče drugačne. Še vedno srečamo dokaj zaprte prostore, bokse, sicer ne tako hude, kot sem jih jaz imela na začetku, ker sem to poimenovala kar zapor, ker je bila res stena na eni in drugi strani visoka, nisi imel občutka, da so sodelavci v prostoru, da lahko komu pomahaš, prosiš za pomoč, ali pa da si dobil kakšno petko, recimo, ko si pogovor, zahteven pogovor, reklamacijo opravil z odliko. Se pa spreminjajo, vsekakor se spreminja tisto, kar sem na začetku navedla, ne, ni več telefona na mizi, ni več toliko pisanja, zagotovo smo šli iz Excelove tabele v CRM, postopoma smo šli iz namiznega telefona v različne softphone oblike, smo šli iz tipkanja številk v avtomatsko klicanje, tako da to postaje res prostor, ki ni več namenjen samo klicem, ampak tukaj moramo na tem mestu omeniti večkanalnost, se pravi vse nove kanale, ki nas spremljajo, e-mail, chat, vse druge oblike, ki nam jih nudijo, tudi druge aplikacije za pogovor, tako da tudi videoklici, kjer so posebni prostori, kjer upravljamo videoklice za identifikacije ali pa recimo kakšne bolj pomembne stvari, tako da zagotovo se je spremenil, zagotovo. Prostor je, ne smemo pozabiti, vedno tudi odraz kulture, ekipe in posameznika, ne. Tako da raste skupaj s pomenom oddelka. Petra,
Pa menite, da je telefonski klic še eden prvih pomembnih stikov s strankami v podjetju? Zagotovo. S podjetjem smo v letu 2024 izvedli prvo raziskavo, kakšen je naš odnos, kako se počutimo v odnosu z kontaktnim centrom, z agenti, ko moramo predati neko bolečino, neko reklamacijo ali pa ko nakupujemo, se nam nekaj zalomi v nakupnem procesu in rabimo podporo. In ja, v 80% še vedno v teh situacijah pograbimo telefon, odtipkamo telefonsko številko in gremo v čakalno vrsto v upanju, da se nekdo na drugi strani javi in nam nudi res pravo podporo. Kaj pa recimo stranka zazna že v prvih sekundah klica? Zagotovo je to prisotnost. Zagotovo je to prisotnost, ker ko mi pokličemo z nekim izzivom, bi radi zadevo odložili. In prva stvar, ki jo na tem klicu stranka zazna, je, ali je to okolje varno, sem sprejet, bom lahko oddal. In to je že, kako se mi javimo na telefonu, je to takoj, ne? Ali smo po protokolu pozdravljeni, Petra pri telefonu, kontaktni center ta pa ta, kje vam lahko pomagam, izvolite, karkoli, ali se mi javimo samo, ja, Petra pri telefonu, prosim, ne, da stresemo kar iz rokava. Tako da ta prisotnost in pristnost je izredno pomembna. Zakaj jo tako poudarjam? Zato, ker sem že prej omenila večkanalnost, ne. Mi dostikrat smo na telefonu in odgovarjamo na nek mail. Če se bom jaz javila in bo zelo slišati tipkovnico, da jaz zavzeto nekaj pišem in da sprostim tam tudi jezo, bo to zaznala tudi ta stranka, ki jo imam na telefonu, ne. Čez telefon gre vse. Gre nasmeh, gre smeh, ampak gre tudi jeza, žalost, utrujenost, vse. To stranke čutijo, absolutno. Se pravi, je zelo pomemben tudi ton, višina glasu, hitrost govora. Stranka lahko zelo hitro zazna tudi, kakšne volje smo. Pa tudi, kot ste omenila, že na začetku napisan dialog, ne. Verjetno stranka zelo hitro začuti, če nekdo govori kot nek stroj, kot da bi bil posnet, tudi to da nek vtis potem, kdo je na drugi strani. Absolutno. To je v bistvu še en dokaz, zakaj ne verjamem v naprej napisane dialoge pomiri in tako naprej. Ker jaz moram začutiti to stranko, začutiti njen problem, ker včasih imata dve stranki isti problem. Samo ena je v kritični situaciji, se je odzvala čustveno, izrazito, druga je racionalno. In oba prijema nista enaka tukaj. Po tem kanalu gre prijem, ker moramo najprej pomiriti situacijo, tukaj pa, ker smo oboji racionalni, lahko že rešujemo. Ampak če gremo reševati, preden smo mi slišali, in to mi dostikrat naredimo, preden sploh zaznamo, mi že v glavi kalkuliramo, kakšen bo odgovor in začnemo reševati. Najprej poslušam, slišim in potem rešujem. To je tretji korak. Mi bi pa kar preskočili. In ja, napisan dialog nas sili v to, da mi imamo fokus in razmišljamo, kaj moramo povedati. In medtem, ko nam stranka sporoča problem, smo mi lahko z njo prve 20 sekund. In potem, kaj se zgodi? Aha, že iščem po naboru svojem in po predalčkih, kateri odgovori bom ponudila, vmes pa sem zamudila recimo zelo pomemben podatek, bistven, ki bi prispeval k boljšemu, hitrejšemu, predvsem pa tailor-made reševanju točno tega konkretnega problema. Ne? Se pravi, najprej poslušamo, potem naprej nadaljujemo z odgovorom in pogovorom. Petra, povej, kaj pa je ključno, kaj bi nekomu svetovala, ki je na začetku njegove poslovne poti, nov v klicih, vemo, da klici na osebni ravni, pa potem med prijatelji niso ponavadi niti najmanj podobni tem, ki so v poslovnem svetu. Kaj bi svetovala, kaj so tiste ključne iztočnice, ki naj jih spremljajo oziroma kako naj se pripravijo na prvi klic? Vedno je pomembno izhodišče, da govorimo s človekom, ker nas ovirajo dostikrat nazivi. Kako bom jaz poklical nekoga? To sem recimo sama občutila, ko sem štartala in smo imeli prvo, to se zelo dobro spomnim, prvo klicno akcijo med odvetniki in pravniki iz pravnega sveta.
in ni mi bilo jasno, kako bom jaz lahko nekomu predstavila uspešno revijo, ki je sicer za njegov posel, ampak sem bila prepričana, da on to pozna in da bo vse moje govorjenje čisto nepotrebno. In strah pred nazivom. Se pravi, vedno govorimo s človekom, vedno je človek tisti, ki te bo poslušal in bo rekel, aha, ta glas zveni dobro, aha, ima smisel, aha, poznam to podjetje, ne, in ti bo potem dal priložnost. Zato je zelo pomembno, kako recimo izvedemo uvod. V uvodu je srčika, ne kaj je bistvo, ker tukaj se že odnos razvije. Mi v uvodu moramo najprej dobiti priložnost, da bomo lahko prišli do tega, kar imamo za predstaviti vsebino oziroma tisto, kar želimo recimo prodati, povedati in tako naprej. Jaz prodajo dostikrat uporabljam tako kot pojem široko, ker na koncu moraš prodati idejo ekipi, moraš nekoga navdušiti in vse se mi zdi, da so to prodajni elementi. Uvod je izredno pomemben, se pravi, kako se jaz prve par sekund obnašam na telefonu, kako pozdravim, da tukaj je tišina naš zaveznik, da ko povem, kdo sem in iz kje kličem, se umirim in počakam, da dam sogovorniku možnost, da aha, saj to podjetje jaz pa poznam, saj to Petro jaz poznam, aha, ne spomnim se, da nas on ne umesti, da vidi, ali nadaljujemo pogovor, pa je recimo vmes že 1 leto preteklo, ko se nismo slišali, pa nismo imeli odnosa, ker tukaj je izredno izhodišče pomembno, da gradimo odnos. Ne gradimo samo telefonskega klica, ne. Mi recimo, ko se pripravljamo na prodajni klic, ne, nas je strah neja, ampak v bistvu do tega neja moramo šele priti, se pravi, so koraki do enega odnosa. Ne? To je, ko kličemo prijatelja. Zakaj njega kličemo sproščeno? Ker je ta odnos že vzpostavljen in tudi ne polagamo prevelikega pomena v tisti ne, ko ga povabimo na pijačo. Ko rečem, dej prosim te, nujno te rabim, pojdi z mano na kavo. In reče kolegica Petra, ne, danes imam, ne vem, roditeljski sestanek ali karkoli. In temu neju ne dajem pomena. Medtem ko pa dobim ne v prodajnem pogovoru, ga analiziram, skušam pogledati, iščem stvari, ki so bile narobe, dejansko pa niti odnos se ni vzpostavil, da bi se lahko določene stvari sprovedle v nek končen rezultat, ki si ga želimo. Se pravi, jaz dam velik poudarek v uvodu in pa pripravi, da ne skočimo hop v dialog, ne. Dostikrat slišim prodajalce in prodajne ekipe, ki rečejo, pa jaz to delam že 20 let, jaz lahko pokličem brez problema. Ampak podcenjujemo našega potencialnega sogovornika. Kaj se nam potem zgodi, ko skočimo v dialog? Aha, ja, to je tista ponudba, ki ste mi jo poslali, ja, čakajte, da jo poiščem in potem gremo iskat po fajlih, klikamo, tipkamo, zmedeni, ne. Dostikrat prodajne ekipe imajo še GSM, pa pol zgledamo tako in je to smo rekli, da gre vse čez telefon. Se pravi, tudi če imam ogromno kilometrine, še vedno se pripravim, pogledam, kaj je bilo tisto, kar smo nazadnje govorili, ali pa se osredotočim na bistvo, kaj dejansko želim povedati. Ne? In grem po korakih. To je recimo, zelo se bojimo hladnih klicev, ne? Teh prvih, ko tipamo, ko gradimo, ko sploh ne vemo, kako zveni glas našega sogovornika. In recimo, mi smo se tudi v začetku 2000, ko sem jaz začela kot študent v klicnem centru, so bili hladni klici v bistvu 80% našega delovnika, ampak takrat je bilo drugače. Veljali so drugačni pogoji, drugačna pravila, ni bilo še tako razvitega biznisa oziroma ni bilo še toliko konkurence recimo na tem področju. Danes je hladni klic čisto drugače potrebno graditi, ne? In sicer s fokusom na odnos, ne na rezultat, na prodajo in tako naprej. Ker v bistvu s tem, ne smemo pozabiti, obremenjujemo tudi tistega klicatelja, ne. Dejansko podcenjujemo njegovo pozicijo, bom rekla tako. Zakaj? Zaradi tega, ker dostikrat še vedno srečam v klicnih centrih zgodbe, da damo novega človeka, ki nima kilometrine, na hladne klice. S ciljem, zdaj se on mora dokazati, recimo koliko bo prodaje narejene, koliko podjetij bo reklo, ja ne vem, koliko terminov bo dogovorjenih, karkoli, ne. Praktično smo ga obuli bulerje in smo ga poslali na maraton. In bo hudo.
Tako. Ne? Se pravi, lahko na hitro v nekaj korakih izpostaviva ustrezna priprava, dovolj časa, ton glasu, ki naj bo primeren, seveda, in tudi poslušanje sogovornika. Tako. Petra, najlepša hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, mi pa se zopet vidimo čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, gledate oddajo Moč poslovne podpore. Z mano je Petra Knez Bahor. Petra, povejte mi, kako pa vidite prihodnost klicnih centrov in v podpori prihaja z nezadržno hitrostjo tudi vsa ta umetna inteligenca, ki v nekaterih segmentih že proba nadomeščati nekoga na drugi strani. Kako vi vidite to prihodnost? Bom rekla, da je dobrodošla na pravih mestih. Zagotovo sem zagovornik tega, da ni tekma človek versus umetna inteligenca, oziroma pri nas agent nadomeščen za umetno inteligenco, zaradi tega, ker skozi današnji pogovor sva večkrat omenili odnos. In odnos je ključen. Ne? Na prava mesta v kontaktnem centru je zelo smiselno na rutinska opravila, tam, kjer je hitrost pomembna, odzivi in tako naprej. Teh momentov je v kontaktnem centru veliko, ker kontaktni center je izredno merljiv na vsaki točki, v čakalni vrsti, kdaj smo klic sprejeli, kako smo ga obdelali, SLA-ji in drugi KPI-ji. Tukaj nam zelo pomaga umetna inteligenca. Da bi pa nadomestila agenta, da bi dejansko v klicnem centru odgovarjal 100% na klice, pa ne vidim tega kot, kako naj temu rečem, uspešno prakso, vsaj v tem trenutku. Zato, ker odnos je neposreden stik. In mi se dostikrat neposrednega stika, kako naj lepo rečem, izognemo, zato ker je naporen, čustva so not, zahteva čas in tako naprej. Ne? In po drugi strani, ko pa se postavimo v čevlje uporabnika, ki želi nekaj sporočiti, želi pa biti slišan in želi biti razumljen z celim paketom, ki ga ta njegova žalost prinaša, se pravi s čustvenim, ubesedenim in tistim, ki je ostal v intonaciji. Ne? V kontaktnem centru je vsebina, kaj bomo povedali, odnos skrbi za to, kako bomo povedali. In ta del ne sme ostati zanemarjena. Ne? Jaz vidim umetno inteligenco recimo izredno dobro, se jo da implementirati pred klic, da mi hitreje pridemo čez čakalno vrsto, da se izognemo tonskim izbiram, IVR-jem, pritisnite 1, pritisnite 9, ko smo že pozabili vse sosledje vmes, ne? In tukaj nam zelo pomaga. Tekma ni med človekom in umetno inteligenco, ampak je človek z uporabo umetne inteligence in človek brez uporabe umetne inteligence. Bom rekla, AI agent že sedi v kontaktnem centru, je moj sodelavec, ampak mislim, da tukaj ne smemo mimo tega, kdo je tisti, ki postavlja vprašanja. Ne? Vedno v prodaji, v kontaktnem centru, v dialogih smo mi dostikrat fokusirani na odgovore, ker smo skozi šolski sistem se naučili, da so odgovori nagrajeni. Ne? Ampak pridemo do spoznanja in zagotovo v odnosu, v komuniciranju, v telefonskih pogovorih so ključna vprašanja. Nas pomikajo naprej, gradijo ta odnos, dopolnjujejo manjkajoče informacije, nam gradijo celo sliko. In mislim, da mora človek ostati tisti, ki bo postavljal ta vprašanja z vsem spoštovanjem tudi do sebe, imeti merila etike, imeti merila doslednosti. Tako da zagotovo ja, umetna inteligenca ima prostor, ampak ne nadomešča. Petra, vi tudi predajate vse to svoje dolgoletno znanje z klicnih centrov, o pogovorih.
Se vam zdi, da je to tudi vaša ključna funkcija, da prenašate to informacijo o razliki nekoga v telefonskem centru, ki ima čustva, ki se zna odzivati, in umetno inteligenco? Ja, jaz mislim, da je to pomembno sporočilo, da o tem je vredno in je potrebno govoriti. Vseeno, ne, človek je tisti, ki ustvari umetno inteligenco. Ko govorimo o človeku, vemo, da nismo pointegrirali samo dve različici inteligence, ampak da je veliko več v človeku, odvisno po kateri lestvici, po kateri vsebini pogledamo, ampak da jih tukaj govorimo o 7 najmanj, ne, pri tako pomembni, ne moremo mimo čustvene inteligence pri stvareh, kot so telefonski pogovor, odnos, dialog in tako naprej. Ta komponenta je izredno pomembna. Empatija je nekaj, kar na telefonu dejansko loči, bom rekla, uspešnega od neuspešnega agenta, če ga samo po merilih poslušanja, po kakovosti dialoga in tako naprej, ne. Tudi recimo, kako pomemben ostaja telefon s človeško prisotnostjo, nam je v bistvu zelo lepo pokazal COVID. Ko smo bili dejansko v tistem obdobju dosegljivi za ta neposreden stik telefonsko. In takrat so se številke za telefonske prodaje in pomen kontaktnih centrov spet postavljal v čisto drugačni luči. Če smo bili že skoraj prepričani, da tega področja več ne bo, da ga bo zamenjalo pisno komuniciranje, se je takrat pomen dvignil. In pogledamo lahko, da se številke so se umirile, so se znižale, ker je spet obisk možen, ker si lahko pogledamo, sežemo v roko in povemo stvari tako, ampak niso pa drastično padle in zamrle. Ostajajo na visokih številkah. Tako da jaz mislim, da je to področje in ta prenos izredno pomemben. In se ne strinjam, že pred leti sem dobila tak zanimiv izziv, da dejansko call centrov več ne bo v taki obliki, kot jih poznamo z ljudmi, ampak da bo nas zamenjala vse umetna inteligenca. In obok tega postavljam recimo najpogostejše vprašanje, ki sem ga dobila v lanskem letu, je: Petra, poznaš koga, ki bi delal z nami v klicnem centru? Imaš mogoče, bi priporočila? Se pravi, je ta komponenta pomembna, človeška, emotivna, emocionalna, ja, komuniciramo s celim svojim bitom in to tudi po telefonu in to tudi v kontaktnih centrih. Petra, mogoče za zaključek, se pravi, ste mnenja, da se za prihodnost klicnih centrov ni bati? Ne, sigurno ne. Konverzija klicni kontaktni se je zgodila, se je pointegrirala, kanalov novih za komuniciranje je veliko. Ljudje, kljub temu, da imamo napisana navodila, kako določeno zadevo rešimo sami, kako nek postopek od točke A do točke, ne vem, M, K, je opisan, ampak ga ne bomo prebrali, mu ne bomo sledili. Če nas nekdo vodi, če nam nekdo pove, nam je lažje, tako da dostikrat, ja, tudi če početamo, to gre v kontaktni center, tudi če se pogovarjamo z pomočnikom, ja, gre v kontaktni center in na točki, ko se zalomi, pridemo do človeka, ki nam pomaga. Jaz mislim, da je to področje pomembno, varno in da ne smemo zanemarjati, da ima vsak od nas en favoriziran kanal. In je izredno pomembno v komuniciranju, da če smo poklicali, da ta klic dobimo nazaj, če ni bil realiziran. Se pravi, da upoštevamo favoriziran kanal. Če sem poslala nekaj po mailu, da dobim odgovor po mailu. Ko se stranka strinja ali pa naš sogovornik strinja, da zamenjava kanal, takrat to lahko narediva. Tako da cel ta miks in preplet daje vzdušje temu kontaktnemu centru in se mi zdi, da je zelo pomembno, da so tam ekipe opolnomočene, podprte in da so ljudje res sposobni in samozavestni, da izražajo vrednote
podjetja skozi svoje besede, skozi dialoge, da se tukaj gradijo odnosi, ker lahko je vprašati, kako ste bili zadovoljni in meriti MPS. In je to v bistvu neka številka, ki nekaj pokaže in pove. Ampak zavedati se moramo, da je tam odzadaj en odnos. Ne? In če mi recimo v dialogih večkrat si ne upamo pohvaliti stranke, si tudi v bistvu sami med sodelavci v kontaktnih centrih tudi premalo prostora recimo najdemo za pohvalo. Ne? Pohvala najde mesto in je del tudi tistega čarobnega spektra, ki smo ga prej navedle, priprava, doslednost, pozdrav, še en ščep pohvale in bo ta v bistvu dialog prav začinjen. Petra, na tem mestu bi se zahvalila tudi jaz vam za vso predano znanje o telefonskih centrih, o telefonskih klicih. Bil je zelo prijeten pogovor, veliko novih znanj in verjamem, da bodo tudi naši gledalci sedaj telefonske klice razumeli nekoliko drugače. Danes smo pokazali, da telefonski pogovor ni le naloga, ampak je priložnost za odnos, za zaupanje in za razliko, ki jo stranka ali sodelavec začuti. Poslovna podpora in kontaktni centri so danes glas podjetja. In prav ta glas lahko gradi ali ruši zgodbo. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Moč poslovne podpore.